Kdo je po tvoje kriv za podražitev solate? Ja, tisto kot za večino slabih stvari v naši prelepi deželi, in to je sedanja vlada. Ekonomist ima vedno več odgovorov na to, v bistvu na sleherno ekonomsko vprašanje. Najbolj enostavna razlaga je ta, da se je solata podražila zaradi tega, ker je pač več povpraševanja po solati. Ja, po moje so za to odgovorni kmetje. Druga razlaga je, da so se pač proizvodni faktori, s katerimi se pač solata proizvaja, so se podražili. Kdo je odgovoren za podražitev solate? Ne vem, ker ne jem solate. Mogoče je tudi to, tudi ta tretji, bi rekel, dejavnik, oziroma tretja razlaga te podražitve solate, je ta, da se je uvožena solata, to pomeni solata, ki prihaja, večinoma recimo iz Italije, iz teh trgov, kamor se uvaža, da se je ta podražila. Ta se je najbolj podražila za globalnih trendov dražitve solate. Mi ne kupujemo solate, ker jemo domačo, imamo vedno domačo, tako da ne vem, da se je podražila. Na vrtu. Resno. Ker vemo, da se hrana v zadnjem času draži, je ta efekt podražitve solate zunanje, tudi nekako demonstracijsko vpliva na naše pridelovalce solate, da to dražijo. To je več dejavnikov, ki lahko deluje, te dejavniki lahko delujejo vsak posebej, najbrž pa delujejo vsi skupaj.